Vabim vas k ogledu oddaje Zlata rezerva. V njej bomo govorili o tem, kako si zgraditi pot do lastne finančne neodvisnosti. Gostja danes z nami bo Marja Milič. Kako upravljati osebne in družinske finance, kako inflacija odžira našo kupno moč in kakšna je vloga staršev pri finančnem opismenjevanju. Vabljeni. Dobrodošli v oddaji Zlata rezerva. Z mano je prva gostja Marja Milič. Marja, dobrodošla. Najlepša hvala. Marja, dovoli, da te predstavim na kratko našim gledalcem. Marja Milič je dolgoletna nekdanja novinarka, urednica, ki je napisala na tisoče člankov, če sem prav prebral. Si pa zadnja leta se odločila iti na drugo pot, na pot finančnega opismenjevanja in tudi mentoriranja na področju investicij. Marja, dobrodošla. Najlepša hvala. Če bi tisto, kar me zanima, spremljam te že iz časov, ko si bila novinarka in urednica, in zanima me, kaj je tisto, kar te je v tebi premaknilo, da si se odločila iti na samostojno pot finančnega opismenjevanja in mentoriranja. Kaj je bil ta trenutek? Ja, jaz se s finančnim opismenjevanjem ukvarjam pravzaprav že 20 let. Začela sem se skupaj na časniku Finance, ker sem se nekako spoznala s to vsebino upravljanja osebnih in družinskih financ. Moram priznati, da mi je to zelo ustrezalo. Videla sem tudi konec koncev veliko koristi za sebe osebno, tako da ja, potem to je ena taka ljubezen. Potem, ko sem šla s časnika Finance, je ta strast vseeno ostala v meni, imela sem ogromno znanja, kapitala in sem se spraševala, kaj naj s tem naredim. Tako je nastal v bistvu podcast Money How. Mislim, da je eden najbolj poslušanih podcastov v Sloveniji. Mislim, da 21,000 naročnikov imamo na podcast, tako da z veseljem delim svoje znanje, izkušnje, konec koncev pa tudi veliko znanih finančnikov sodeluje in si vzame čas za to, da deli tudi svoje znanje in izkušnje. Hvala, Marja. Zdaj, midva sva se povezala, čeprav te že spremljam dolgo časa, tudi sam sem bil, pred leti tudi v nadzornem svetu Finance, zato sem tudi že tam te spoznal. Sva se povezala, ko sem si naročil in prebral tvojo knjigo, zadnjo knjigo Mami, oči, ali smo bogati. Ta knjiga mi je bila, moram priznati, prebral sem jo na dah, užitek mi je bila, zato ker je tudi notri veliko osebnih zgodb. Pa mogoče, če nam malo zaupaš, kaj te je pa osebno, pripeljalo v svet financ? Študirala sem na ekonomski fakulteti in sem si od nekdaj želela pravzaprav delati na časniku Finance. Tudi diplomirala sem iz vsebine, in sicer ocenjevanje vrednosti blagovne znamke Finance. Tako da želela sem si v prvi vrsti delati na časniku Finance. To je bil popolnoma drug medij takrat, je imel nek tak sloves in vsi smo želeli nekako delati na časniku Finance. Tako da, kar se pa tiče same knjige, nekako se mi je zdelo, da takrat, ko sem rodila prvega otroka, se mi je zdelo, da to znanje bi želela predati tudi svojim otrokom in nekako sem tudi začela proaktivno delati v tej smeri, najprej izobraževanja same sebe, nato pa tudi svojih otrok. Moj starejši sin je 19 let star, tudi sam je zdaj investitor, mlajši sin je star 16 let, tudi investira preko mene in se načeloma kar doma veliko pogovarjamo o upravljanju denarja, premoženja. Tako da v knjigi sem popisala kar nekaj teh dogodivščin, ki smo jih imeli vse te v času, bilo jih je kar nekaj. Zanimivo, če gledamo ta odgovornost, nekako se pravi, pri tebi se je ta občutek, da je potrebno varčevati sprožil v bistvu ob rojstvu sina, starejši prvega otroka, če prav razumem. Mogoče že majčkeno prej, takrat je bila že finančna gospodarska kriza, veliko se je govorilo o borzi, o dogajanju na borzi. Na srečo moj partner, če lahko rečem tako, moj partner je tudi finančnik in smo se zelo veliko doma pogovarjali o tem in takrat, ko so v bistvu taki trenutki, ko se dogajajo takšni popravki na borzi, takrat je v bistvu pravi trenutek za vstop na borzni parket. Tako da takrat smo se midva zelo veliko pogovarjala, moj otrok se je takrat
prvi rodil in nekako se vse skupaj povezano. Drugače pa je že majčkeno prej prišlo. Je že tlelo to. Ja, je. Se pravi, neko varčevanje, varčevala si že prej tudi, ne? Ja, že prej, ampak bolj proaktivno bi pa rekla, da mogoče res s prvim otrokom, ker sem se začela spraševati, kako bom o njemu omogočila lagodno življenje, kako bom poskrbela za svojo jesen življenja, take stvari. No. Nekako tak osebni občutek imam, da v Sloveniji, da se še vedno nekako čuti med ljudmi ta, rekel, ta tranzicijski efekt, da imamo ljudje občutek, da bo v naši, rekel, starosti, a ne, ko bomo v penziji nekdo drug za nas skrbel. Ne? Nekdo drug za nas skrbel in ne vem, kako ti na to gledaš, na to miselnost. Jaz mislim, da ne nekdo drug, ampak država. Država, tako. To je še vedno menda prisotno med mladimi, to mi je zadnjič profesor Aljoša Valentinčič zaupal in moram priznati, da sem bila kar presenečena, da se to še nekako iz roda v rod seli, a ne? In da naši mladi še vedno pričakujejo, da bo država poskrbela za njihove penzije oziroma pokojnine, ko se bodo upokojevali. Demografija je zelo neugodna in mislim, da bi mogli naše otroke ustrezno izobraziti in nekako jim povedati, da pa mogoče država ne bo zmogla dati take pokojnine, kot si mogoče mi želimo. A ne? Se pravi, ta, rekel, verjamem, da je to, rekel, politikom taka nepriljubljena tema ali pa tema, ki se ne radi dotikajo, ne, ampak realno glede na demografsko strukturo, ki jo imamo, ne, da se delež starejših povečuje, a ne glede na delež mlajših oziroma ljudi, ki smo še v delovni dobi, a ne, da je ta delež vedno bolj neugoden, je realno računati, da tudi seveda bodo pokojnine vedno manjše, ne, da tudi pokojnine take, kot so zdaj, ne, bojo verjetno manjše. Ali ti morda drugače razmišljaš? Jaz mislim, da bojo in da se je treba tudi ustrezno na to pripraviti, ker je nemogoče, to je nerealno pričakovati, da bomo imeli takšno pokojnino, kot imamo danes, recimo neto plačo. Ne? Te procenti se v bistvu kar precej nižajo iz leta v leto, iz desetletja v desetletje in mislim, da je prav, da politiki tudi enkrat res zagrizajo v to jabolko pokojninska reforma in naredijo res konkretno pokojninsko reformo. Vedno zdaj, zadnje čase, zadnje leta imamo neke estetske popravke, ampak bo treba kar precej ugrizniti v to jabolko. No? En velik izziv, ki ga vidim, tudi ko se pogovarjam, tudi rekel, s kolegi, a ne, predvsem z mlajšimi kolegi, je ta, da pravijo, ja, se ne zaslužim zadosti, da bi lahko varčeval, da bi lahko začel varčevati. Kako gledaš na tak pomislek? Jaz mislim, da je to tudi eno mogoče neznanje, ker ti lahko upravljaš s tem, kar imaš in moraš začeti tam upravljati s tistim, kar pač imaš na razpolago. A ne? Vedno imaš pa seveda možnost izboljšati svojo situacijo. Če nisi zadovoljen, imaš vedno možnost poiskati dodatne vire prilivov in tako v bistvu mogoče tudi privarčevati oziroma varčevati. Ampak mislim, da v prvi vrsti je pomembno, da najprej vodimo evidenco naših izdatkov, da točno vemo, kam naš denar gre in potem gremo od tiste točke naprej. Ampak to je, jaz mislim, da napačno prepričanje, upravljajmo s tem, kar imamo. Kar imamo, tako. In če tako gledamo, se pravi, razlog, da rečem, ko bom imel pa višjo plačo, bom pa začel varčevati. To so samo izgovori. To je samo izgovor. In zelo veliko je teh izgovorov. Nimam časa, nimam znanja, nimam denarja, to bo počel moj partner, saj denar ni vse, res ni vse, ampak zelo vpliva na kakovost življenja. In nam zelo omejuje naše možnosti konec koncev, kako bomo živeli. Ne? Tudi konec koncev, ali bomo delali celo življenje pri istem delodajalcu. Tudi to so neke odločitve, ki so povezane s tem, koliko pravzaprav imamo privarčevano. Ne? Je pa en izziv, recimo sam tudi osebno, zdaj kot oče dveh otrok, opažam, da tako na tem zelo majhnem vzorcu dveh otrok, opažam, da recimo hčer starejša ima to od malih nog navado, da del denarja, ki ga dobi, varčuje, medtem ko sin tega nima, se pravi, zapravi vedno vse, kar dobi, in zelo hitro, še hitreje običajno, kot dobi. Tako da je tle izziv, v vzgajanju pa enako. Kako pa na ta izziv? Ja, to so različni karakterji. Jaz mislim, da je to vse izkušnja, tudi to hitro trošenje, danes dobiš denar, jutri ga nimaš več,
to so izkušnje in na podlagi teh izkušenj, jaz mislim, da se je potrebno z otrokom pogovarjati, a si videl, zdaj si porabil ves denar, danes ga nimaš, mogoče bi drugič lahko privarčeval in bo nekaj časa delal te napake, ampak potem bo osvojil to tehniko trošenja. Moram pa še nekaj povedati, kar se tiče samega trošenja, sploh pri mladih, tega je spodbujanja k potrošništvu je ogromno, sploh na družbenih omrežjih. Tako da tukaj vsem treba tudi z otrokom pogovoriti se, da kupovati nedogled zaradi tega, ker je nek vplivnež nekaj kupil, jih kopirati, da mogoče nima smisla. Ampak jaz menim, da je dobro, da se delajo tudi napake in to so samo izkušnje, ki ga okrepijo lahko nekoč v prihodnosti. Kolikšen je pa delež, ki ga osebno nekako priporočaš posameznikom, delež dohodka, ki naj bi ga namenili varčevanju? To je zdaj pravilo palca, 10–20%. 10–20%. Če bomo pogledali različna priporočila, je ponavadi 20% od vseh prihodkov, ki jih dobimo. Ampak pravila palca so zato, da se prilagajajo. Ni potrebno, da se jih držimo 100%, če se jih ne moramo držati, ker potem bomo pa iskali izgovore. Ja, ne moram dati 20% na stran. Ni problem, pa daj 10%. Če nimaš 10, pa daj 10 evrov. In tako se lepo počasi nekako gradi tudi na koncu na teh navadah. Ja, to me spominja na tisto, kar mi je oče položil, že kot mlademu je rekel, veš, sine, bogat si, če porabiš manj, kot zaslužiš. In če to držiš celo življenje, si bogat. Jaz mislim, da največja težava Slovencev je v tem, da ne vodimo evidenco izdatkov. Ampak tako striktno, se pravi, da bi 3 mesece vodili vsak dan evidenco, kje smo zapravili, koliko smo zapravili in potem na koncu vsakega meseca naredili analizo. In bi hitro ugotovili, kje nam denar odteka. To smo naredili recimo z mladimi, 17-letni fant je 2 meseca vodil res evidenco, striktno evidenco svojih izdatkov in je 200 evrov uspel privarčevati v 2 mesecih. Tako da se. Ni pa enostavno. Sliši se zelo preprosto, ni problem, bom jaz to že vodil, se znotraj banke vodijo te evidence, ampak zelo hitro kakšne stvari pozabimo ali pa mogoče banka nima tako natančno razdelano postavke in ne vemo potem točno, zakaj je šel denar. Vsako kavico in tako. No, ta recimo študent oziroma dijak je bil takrat, je zelo veliko denarja porabil za kavice. In potem, ko je ozavestil svojo potrošnjo, je v bistvu tudi začel malo paziti na svojo potrošnjo. Ker včasih enostavno kar potrošimo denar, se par evrov tukaj, par evrov tam, ampak na koncu se lahko zelo vse nabere. Marja, najlepša hvala. V naslednjem bloku se bomo dotaknili investiranja. Dobrodošli nazaj v oddaji Zlata rezerva. Nadaljevala bova pogovor z Marjo Milič in sicer sedaj, ko smo že prevzeli nadzor nad našimi izdatki, pride pa investiranje in naložbenje. Marja, hvala. Sedaj, ko smo že postali na nek način šef svojemu denarju, smo začeli natančno spremljati naše prihodke in izdatke. Kaj je prvi korak naslednji na poti neke finančne neodvisnosti? Jaz mislim, da se je potrebno najprej postaviti varčevalne ali pa naložbene cilje. Jaz temu pravim naložbene destinacije, ker potujemo do teh ciljev. Imamo različne ročnosti, se pravi za naslednje leto že vemo, da bomo šli na počitnice čez poletje, vemo, da bomo kupovali decembrska darila, vemo, da bomo kupovali tudi rojstnodnevna darila. To so kratkoročni cilji. Za te kratkoročne cilje načeloma denar hranimo na banki. Potem imamo srednjeročne cilje, to so, mogoče prenova kopalnice, malce daljša potovanja in podobno. To so pa že cilji, za katere lahko mogoče malce več tvegamo in investiramo mogoče v kakšno obveznico. Recimo zdaj se odpira enkratna priložnost investiranja v ljudske obveznice, ki prinaša 3% obrestno mero na letni ravni. Potem imamo pa dolgoročne cilje, tukaj imamo pa pokojnina, varčevanje za otroke, nakup stanovanja, tukaj si pa lahko privoščimo malce več tveganja, torej delnice, delniške naložbe, mogoče tudi
lahko ščepec kriptovalut, če smo pripravljeni sprejeti seveda to tveganje. Mislim pa, da mora vsak vlagatelj, ko se pač poda na ta čudoviti svet v ta čudoviti svet investiranja, spoznati to naložbeno piramido, kaj v bistvu sploh lahko v bistvu kupujemo na borznem parketu, ne. Za male vlagatelje je najbolj priporočljivo, po mojem mnenju, tudi najbolj enostavno investiranje v razpršene košarice, torej sklade, ETF-e, Exchange Traded Funds se temu reče, in v bistvu z enim klikom kupimo 500 ali pa 1500 delnic, ne. No, ampak Mare, zdaj, to je zelo pomembno, se pravi imeti v bistvu imeti pogled na naše izdatke v kratkem, srednjem in dolgem roku, ne, in naše te, bi rekel, investicijske želje, vendar, ko smo čist na začetku, ne, recimo smo že zaposleni nekje, ne, mislim, da si v knjigi tudi mami, oči, ali smo bogati, omenila to neko rezervo, ne, tisto 6-mesečno rezervo. Ne, kaj meni osebno zelo blizu, ne, kako, da je to tisti prvi korak. Mogoče malo o tem poveš. Res je, ja. Zelo pomembno je, da imamo to zlato rezervo za čase, ko se nam karkoli zalomi. Recimo se nam pokvari avto, ga moramo peljati na servis, ali pa konec koncev, če izgubimo službo, da imamo neko zlato rezervo za vsak slučaj. Zdaj, spet tukaj govorimo o pravilu palca. Pravilo palca pravi 6 mesečnih izdatkov ali 6 mesečnih prihodkov. Vzemite tisto, kar vam je ljubše. Ampak spet, to je pravilo palca, ki ga lahko prilagodimo. Lahko rečemo, zadostuje mi 3-mesečni izdatki, recimo, za pokritje teh stroškov. Načeloma je to nekaj 1000 evrov. Zdaj, velikokrat dobim tudi vprašanje, kam pa naj dam ta denar, da ne bo realno izgubljal na kupni moči. Ja, načeloma s tem denarjem ne smemo tvegati, ker nam mora biti stalno dostopen. Za vsak slučaj. To pomeni, da ne smemo na banki vezati oziroma skleniti depozit, ker depozit razdirati ni poceni. Tako da lahko izberemo kakšno neobanko, digitalno banko, ki v bistvu ponuja obresti na neinvestirana sredstva oziroma denar, ki ga imamo na v bistvu računu. To so recimo Trade Republic ali pa recimo N26, medtem ko naše banke žal tega ne ponujajo. Tako da te opcije imamo na voljo, ne. Ta zlata rezerva, ne? Zlata rezerva. Ki je pa pol del verjetno, tega, bi rekel, segmenta naložbanja, tega dolgoročnega, ali kako, ali se čist posebej jemlje? Jaz bi to rekla, da se posebej jemlje in to je nekaj, kar pač fino imeti, če slučajno pride do nekega scenarija, da potrebuješ denar. V nasprotnem primeru, če tega denarja nimamo na razpolago, se dostikrat zgodi, da jemljemo hitre kredite. Hitri krediti so pa zelo, zelo dragi. A pa tudi, če gremo v minus, to je vse zelo, zelo veliko stane. Ja, zdaj osebno, recimo, moj pravilo je 12 mesecev, ne, ampak jaz sem bolj zajec, priznam, ne, jaz sem zelo previden, tako da z tega vidika, vendar to je recimo eno od pravil, ki sem jih v knjigi prebral, ki jih osebno res podpišem in vsakmu priporočam, ne, ki še nima nič, ne. Kaj ti verjamem, da ko si to ustvariš, rataš tudi malo bolj, bi rekel, samozavesten, ne, ja. Mogoče, če bi se dotaknila še naprej, sicer sva v prvem sklopu že govorila, ne, tudi o izdatkih, ne, pa kako jih obvladati, ne, da v bistvu začnemo varčevati, pa bi mogoče, v knjigi si par tudi trikov omenila, kako se brzdati, ko nas čustva zanesejo, kupim, rad bi nekaj kupil, s čim si lahko pomagamo, s kakšnimi pravili, triki? Ja, teh trikov je kar precej. Recimo, kot rečeno, jaz mislim, da najboljši trik je to, da najprej vodimo evidenco izdatkov in da nekako ozavestimo te naše nakupe. Hitro bomo ugotovili, da določenih nakupov mogoče niti ne bi potrebovali opraviti. Recimo, en od trikov, ki sem jih tudi naučila moje otroke, je recimo, ko greš v trgovino, da si pozoren na ceno na enoto. Cena na enoto se mi zdi, da je dostikrat mogoče spregledana in kupimo izdelek, ki izgleda na prvi pogled cenejši, ampak če gledamo ceno na enoto, je pa dražji. Recimo pri kapsulah za pralni prašak, oziroma te kapsule, ali pa WC papir, ko kupujemo, imamo na listič, na kapsulo. Tako da to se mi zdi en tak zelo uporaben trik. Pa ne vem, včasih se enostavno treba samo vprašati, a jaz to res potrebujem, ne? Ali res potrebujem v omari še 10. verzijo črne obleke.
Še 10. verzijo, ja. Jo, zelo. Zdaj, tisto, kar recimo si tudi omenila, je to, da rečeš, mogoče, da odložiš, ne? Rečeš, bom kupil, ampak bom pa za en dan si bom dal pa neko... Kakor da se vzameš en tak premor. Zato, to je moj oče prakticiral, recimo, ko smo šli v trgovino, sem si zaželela marsikaj in moj oče je vedno rekel, bomo prišli jutri. In je vedel, da pač v enem dnevu se bo mogoče ta moja želja ohladila. In to sem jaz prakticirala tudi pri mojih otrokih in pa konec koncev tudi pri sebi. To prakticiram redno. In deluje? Deluje. Zaradi tega, ker se vedno pol vprašam, jaz to res potrebujem, pa dobro, mogoče bom pa zdaj šla v ta nakup, pa ne bom šla, tako vedno imam neke bitke sama s sabo. Tako da, ja, je tu pa zelo učinkovita strategija, sploh pri mlajših, lahko jih nekako ustavimo. Ta je, smo spoznali en način, kako to rekel, brzdati naša čustva in te potrebe po dobrinah. Da bi se pa Marja dotaknil nazaj malo tudi širše tega, rekel, gospodarske slike, pa izziva, rekel, te prikrite inflacije, ki na nek način nam tudi požira tisto, kar imamo Slovenci kot najbolj običajno način naložbanja, se pravi, to so naši depoziti. Kako gledaš na to v bistvu na nek način prikrito razlastitev, ki se dogaja, kot Slovenci denar puščamo v bistvu na depozitih oziroma v poglednih vlogah v banki in kakšen je tvoj odnos do tega? Kaj svetuješ? Naši Slovenci, mislim, da je 30 milijard trenutno na bankah, ampak ta denar ni vezan. To je večino denarja samo leži na računu in ni tukaj pravzaprav nobene prikrite inflacije. Inflacija je napisana 2,9% trenutno na letni ravni, ampak mislim, da se Slovenci ne zavedajo, kaj to pomeni za kupno moč našega denarja. To je največji problem. In mislim, da tukaj bi pa res potrebovali izobraževati že otroke o vplivu inflacije na v bistvu naš denar, na kupno moč našega denarja. Mi smo pripravili en simulator, kjer smo v bistvu izračunali, kaj se zgodi z 10 tisočaki, če jih pustimo 40 let na banki ob 2% letni inflaciji. Kupna moč se nam dobesedno prepolovi. Pa dostikrat dobim komentar od ljudi, ampak jaz imam še zmeraj 10 tisočakov na računu. Imaš, ampak lahko kupiš pol manj, kot recimo danes. Tako da to je ta inflacija in naša naloga je, da v bistvu poskrbimo, da naš denar ohranja, realno ohranja vrednost. Se pravi, da vsaj pokrije inflacijo. Recimo trenutno z ljudsko obveznico, ki prinaša 3% obrestno mero na letni ravni, pokrijemo inflacijo. Vsaj v tem hipu, ko je 2,9%, kaj se bo dogajalo v prihodnje, pa v bistvu zaradi trenutne situacije ne vemo. Je negotovo, ne? Negotovo je. Zdaj, v knjigi si tudi omenjala tudi kot neko obrambno naložbo, kot način, rekel, ohranjanja vrednosti tudi naložbe v plemenite kovine. Kakšen je pa tvoj nasvet na tem področju? Jaz moram priznati, da nisem največji oboževalec plemenitih kovin, sploh ne kovine, recimo razne gramske ploščice ali pa zlate verižice, ker to pravzaprav niti ni investicija. Zdaj, pri plemenitih kovinah je kar nekaj trikov, na katere je treba biti pozoren, ko kupujemo, se pravi nakupna in prodajna cena, tako da je nekaj pasti. Načeloma pa se priporoča v celotnem portfelju, ko gledamo tam do 10% izpostavljenost do plemenitih kovin, oziroma bom prav izpostavila zlato. Srebro je še mogoče malce bolj špekulativna investicija. Do 10%. Do 10%. Načeloma pravilo palca, zdaj pa spet odvisno od posameznika, kakšne so njegove preference. Nekateri želijo biti bolj izpostavljeni zlatu oziroma plemenitim kovinam, drugi spet manj. Je pa res, da same plemenite kovine ne prinašajo dividend, ne prinašajo obresti, ne prinašajo najemnin in nekaterim investitorjem ravno zaradi tega mogoče ni ta investicija toliko ljuba. Kako pa, zdaj v knjigi si tudi kar nekaj takih preprostih pravil omenila, ki jih v bistvu nam, rekel, ljudem, ki nam obrestni račun ni blizu, ki nam, rekel, potenciranje in podobne operacije ne ležijo, je kar nekaj takih krasnih pravil, s katerimi si lažje predstavljamo, kaj se dogaja z našim premoženjem. Recimo eno od pravil je pravilo 72.
Pa mogoče, če kaj poveš, pa še kakšnega Ja, teh omeneš. pravil je Ja. res zelo veliko, ampak kar se tiče samega obrestnega računa, jaz vedno pravim, da naši malčki najbolje razumejo obrestni račun z zakotaljenjem kepe. To je učinek snežne kepe. Se pravi, ko mi gradimo snežaka, a ne, in začnemo z majhno kepo, dalj časa jo bomo kotalili, a ne, večja bo kepa. In to je v bistvu pravzaprav obrestni račun. In tako najlažje v bistvu pojasniš ta učinek in kako vpliva na naše premoženje. Tako da jaz mislim, da ta učinek snežne kepe je najboljši pokazatelj, ki ga razumejo celo naši malčki, deluje pa tudi v kontrasmer. Se pravi, ko bomo kotalili kepo v klanc, kepa bo vse težja, tukaj pa v bistvu prikazujemo, kako najemanje posojil vpliva na v bistvu kako bi rekla zdaj, na izposojen denar. A ne, dalj časa, krajša kot je ročnost, dražje je posojilo, daljša kot je ročnost, cenejše je posojilo, ampak seveda mi moramo to kepo potiskati v klanc navzgor, ne. In je težko, tudi psihološko je težje zdržati. Zato tudi številni ljudje želijo čim prej odplačati posojilo, ravno zaradi psihologije. Marja, najlepša hvala. Se pravi, spoznali smo, da ko si izposojamo denar, je kot bi kepo porivali navzgor po hribu, oziroma ko varčujemo, kot bi kepo valili po hribu navzdol. Pa se odločimo sami pri sebi, kaj je lažje. Dobrodošli nazaj v oddaji Zlata rezerva. Z nami je Marja Milič. Z Marjo se bova dotaknila sedaj še vloge staršev pri finančni vzgoji svojih otrok, ne, in zgledu, in pa seveda vlogi družbe in podjetij, v katerih delamo. Marja, kakšen je tvoj pogled na vlogo staršev? Kaj naj bi starši položili svojim otrokom kot neko vrednoto, kot neka znanja, ki bi jih opolnomočila za življenje? Jaz mislim, da se finančna vzgoja začne za zaprtimi vrati našega doma. Dostikrat slišim starše, da bi morali se o tem učiti v šoli, jaz se s tem strinjam, ampak najprej se pa vse se začne najprej za zaprtimi vrati našega doma. Marsikateri starš se v bistvu ne želi pogovarjati o denarju, v številnih družinah je denar tabu tema, ampak jaz menim, da če želimo opolnomočiti otroke, jim dati to znanje, je to pač potrebno tudi prakticirati. To je kot učenje vožnje s kolesom, ne. Otroku moramo tudi konec koncev dati žepnino, zato da ga naučimo ravnati z žepnino, enako tudi s kolesom. Se ne moremo otroka naučiti kolo voziti, tako da mu povemo, kako se vozi, ne. Tako da žepnina definitivno je eno odlično orodje, s katerim lahko začnemo v bistvu otroke opismenjevati. Je pa tako, no, tudi starši se morajo opismeniti zato, da lahko to znanje naprej predajo svojim otrokom, ne. Tudi če se ne pogovarjamo z otroci, ne, se otroci učijo. Se učijo in to pospešeno preko družbenih omrežij, preko vplivnežev, in ko delam razne raziskave med mladimi, mi dostikrat povedo, da so vplivneži tisti, katerimi se obračajo. To me malce skrbi, bom čisto iskrena, zaradi tega, ker je zelo veliko slabih nasvetov. Ker tudi tam, kjer rečemo, da tudi ko otroci, seveda največji vzornik otrokom so starši sami, ne. In ko v bistvu tudi, če starši o tem denarju ne govorijo, ne, potem kaj tvegamo, da si otroci ustvarjajo svojo sliko, kako starši z denarjem delajo. Mogoče tudi malce podcenjujemo otroke, ker otroci nas opazujejo. In tudi, če ne spregovorimo ene besede o denarju, otrok točno ve, k kateremu staršu se mora obrniti po kakšen evro, ali pa ko so kakšne take situacije, točno ve, ne. Točno se ve, kdo je varčen in kdo je ta potraten starš, ne. Tako da jaz mislim, da tudi, če se ne pogovarjamo, ampak vseeno menim, da je bolje, da se o teh stvareh pogovarjamo. Dostikrat slišim tudi starše, ko rečejo, ja, ne želimo obremenjevati otrok s tem, ja, ampak otroci bodo s tem obremenjeni praktično celo življenje, ne, na vsakem koraku, vsak dan, ker vsak dan rokujemo z denarjem. Tako da mislim, da neke osnove fino, da otrok dobi tudi doma, no. No, pa se dotakniva zdaj še področja, zdaj pa
ljudi, ki delamo v organizacijah, v podjetjih, ne, in zdaj, ker sem pač sam tudi kot delodajalec, kot pač direktor manjšega podjetja, ne, gledam na to, da rekel, spodbujam finančno opismenjevanje pri svojih sodelavcih tudi z razloga, ker verjamem, da so suvereni, finančno pismeni in odgovorni sodelavci tudi boljši sodelavci. Bolj so zadovoljni, mogoče učinkoviti, a ne, vidi se na večjih aspektih potem, ne. Je pa res, moram iskreno priznati, da opažam čedalje večji interes tudi konec koncev delodajalcev, da opismenijo svoje zaposlene. Jaz predvsem predavam po podjetjih in to mi je v bistvu zelo lepo, no. Iskreno povedano, zaradi tega, ker se mi zdi, da če ima zaposlen stvari urejene, potem nekako lažje gre skozi življenje, mogoče tudi z užitkom in veseljem hodi v službo, ker pač nima nekega bremena, s katerim se mora ukvarjati, ne. Kaj pa vidiš? Recimo osebno tako res verjamem, da družbeno odgovoren delodajalec, kot se dostikrat reče, se mora tudi iti preko tistih minimumov, a ne, da svojim zaposlenim omogoča ustrezne pogoje za delo, ustrezno plačilo, ne, da jih mora tudi v bistvu izobraževati malo širše, da jim mora dajati, odpirati obzorja. Kaj pa vidiš pri teh izobraževanjih? Kje so vse manjki ali pa kje so priložnosti, kje treba vse odraslim pomagati na tej poti finančne neodvisnosti? Zdaj imam ravno nekaj zelo zanimivih primerov. Številni delodajalci organizirajo razna predavanja, ampak na drugi strani pa mogoče ni toliko zanimanja strani zaposlenih. Ni vedno, nekako je treba zanimirati tudi zaposlene, tako kot otroke konec koncev, ko smo imeli izobraževanja za otroke, je bilo potrebno ustrezno predstaviti vsebino, a ne, in tudi odraslim je treba ustrezno predstaviti vsebino. Marsikateri odrasel pa mogoče se ne želi s tem ukvarjati, ker meni, da je preveč zapleteno, a ne. Ampak tako kot učenje kitare ali pa kuhanja ali pa kakršnega koli hobija, športa, karkoli počnemo, začeti je treba z nekimi osnovami. Vzeti se je treba čas za to, da spoznamo osnove, enako je tudi pri upravljanju denarja. Enostavno se je treba vzeti čas. Zdaj pa na posamezniku, ali si želi ta čas vzeti, ne, zato da se ustrezno opismeni oziroma izobrazi. Kako jim pa v bistvu probamo motivacijsko pomagati z nekimi dobrobitmi, ki jih bojo pri tem imeli, če si bojo ta čas vzeli? Kaj je tisto, kaj vidiš, da jih najbolj spodbudi lahko, ali pa so neki taki momenti, aha momenti? Zdaj, to je zelo odvisno od podjetja do podjetja, bom rekla. Recimo v kakšnih IT podjetjih opažam, da vseeno je ta zavedanje, da bo treba poskrbeti za lastno pokojnino zelo visoko in tudi želijo recimo takšne izobraževanja. Podobno tudi pri farmacevtih, zdaj če malo segmentiram, no. Spet v trgovski panogi so neke druge želje, recimo razumevanje potrošnika, pa razumevanje, kako deluje ta svet kreditov oziroma posojil, ne. To recimo je tudi ena taka zanimiva zadeva. Opazila sem tudi, da številni delodajalci želijo kar preskočiti eno stopničko in ponuditi svojim zaposlenim informacijo, kako v bistvu prenašati to znanje na otroke, medtem ko sami zaposleni tega znanja nimajo, ne. Tam je bilo tudi kar zelo zanimiva, no. Tako da je kar nekaj takih zanimivih načinov. Definitivno so pa neke materialne dobrine, ki pogosto pritegnejo, ali pa recimo strah pred povišano inflacijo, kako se zdaj ustrezno zaščititi, katera orodja obstajajo, da se zaščitimo pred inflacijo. Recimo predavanja, ki jih jaz izvajam, vedno vprašam, kateri finančni izzivi so tisti, ki vas najbolj skrbijo. Na prvem mestu je povišana inflacija, potem pa pridejo kakšen nakup stanovanja in potem pa že pokojnina, ne. Odvisno od nekih skrbi, ki jih imamo. Ki se trenutno tudi dogajajo v svetu. Zelo, zelo pomembno vpliva. Marja, najlepša hvala. Pa bi za zaključek bi te vprašal, ker si dala zelo lepo to primerjavo z vožnjo s kolesom, da se tega ne moramo iz teorije naučiti, da moramo pač začeti voziti, ne. Kaj bi bil tvoj nasvet, ne, vsem, ki te danes gledajo, ki so danes z nami, kje začeti? S čim začeti potem, ko pogledamo oddajo do konca? Znanje je tisto, ki se obrestuje. Se pravi, začnimo se izobraževati. Zdaj, da bi imela kakšen vroč namig ali pa nasvet, tukaj je treba biti zelo pazljiv in pač enostavno je treba ljudi opozoriti, da bližnjice pogosto vodijo tudi do kakšnih
večjih finančnih napak. Tako da definitivno na prvo mesto bi postavila izobraževanje. Kje se izobraževati, veliko je neke vsebine, ki je tudi brezplačno dostopna, ampak enostavno je treba ugrizniti. Tako kot se lotimo kuhanja, pa želimo mogoče eksperimentirati s kakšnimi jedmi, vedno imamo neko osnovo. Začnimo z osnovami. Osnovami in izobraževanjem. Marja, najlepša hvala. Hvala. Hvala lepa. Super je bilo.